Živjo, jaz rad berem Sveto pismo in z veseljem hodim na kampe, kjer ga organizirata babica in dedek. Tam je ful zabaven, ker beremo Sveto pismo in vsak dan imamo tam zvečerne programe in prespimo tudi tam. In pač ful dobro je živeti v družini, kjer moja dva starša verjameta v Boga. In pač to je dobro, ker veš, da gremo v nebesa, ko umremo, in pač so drugi tudi do tebe prijazni bolj, pa tako ti imaš na njih vpliv. In pač, ko sem hodil v nedeljsko šolo, smo se tam veliko igrali, brali Sveto pismo, šli razne igre, pa zelo dobro mi je hoditi v cerkev. Katera je pa tvoja najljubša zgodba iz Svetega pisma? Moja najljubša zgodba je, kako je Mojzes pač izpeljal ljudstvo stran od faraona, kako so šli čez reko, kako je pač naredil črto, nekako tako črto, in so šli pač čez, in potem pač so faraoni šli pač tudi za njimi, in potem jih je voda odnesla, ker je Mojzes pač rekel Bogu, če lahko zdaj zapre voda. In ja, to mi je bila najboljša zgodba. Ob večerih zelo rada berem svetopisemske zgodbe, zato ker spoznam, koliko je Jezus močen in kako nas ljubi in kako mene ščiti in kako lahko mu zaupam, da bo vse v redu. Moja najljubša zgodba je Jezusovo rojstvo. Živjo! Danes bom povedal, zakaj imam rad Sveto pismo, katera zgodba mi je najbolj všeč in zakaj mi je najbolj všeč. Berem Sveto pismo, ker ne veste, kakšno moč ima Sveto pismo. Sveto pismo je kot orožje za tvoja usta in sluh, da preprečiš hudiču, da vstopi v tvojo utrbo. In Sveto pismo, ona ti pove vse zanimive zgodbe. Jaz jih že poznam veliko, sem ne vseh. Zelo so zanimive, priporočam vam, da jih preberete. Tudi, katera zgodba mi je najbolj všeč? Najbolj všeč mi je zgodba v Eliju, ko pade ognjena krogla iz neba. No, bilo je zelo veliko ljudi. Vsak kralj je bil hujši. Sam en kralj Ahab je pa bil najbolj hujši. Njegova žena je prihajala iz druge dežele, kjer ona je pa častila kralja tega, kako se reče, Bala. In je rekel kralj Ahab: vse bom ubil, ki bojo verjeli v Jezusa, in vsi so verjeli. Še vedno je bilo zelo veliko ljudi, ki so častili Boga, Jezusa Kristusa. No, in on je potem vse ubil razen enega, ta je pa bil Elija. No, Elija je rekel: kaj pa če naredimo boj med dvema bogoma, med mojim Bogom in med Balom. Se je strinjal, se je kralj Ahab, in so šli. No, in so prvi bili na vrsti od kralja Ahaba služabniki in so ga rotili celo jutro, ampak jim ni uspelo. In se je posmehoval Elija. Mogoče je šel kam drugam, mogoče spi. In so še glasneje, ampak ni bilo. In je bil Elija na vrsti. On je pa iz 12 velikih skal naredil preprost žrtvenik. No, in potem je rekel ljudem in je dal gor drva. Je rekel: dajte vodo. In so polili čez vodo. Še več vode in so še več vode dali. In potem je začel moliti pred vsemi
in se je začela velika nevihta pred to deželo. In je nenadoma kar prišla ognjena kroglja in so se kar še kamni stopili. Hvala, da ste me poslušali. Lepo se imejte in lepo se imejte. Adijo! Jaz pa rad berem Sveto pismo, ker se veliko naučim v Bogu. Pa tudi rad berem, kaj mi je zanimivo Sveto pismo, kaj se je v starih časih dogajalo. Ja, to je vse. Moje prvo Sveto pismo sem dobil za moj 9. rojstni dan, ker sem si ga zelo, zelo želel. Zdaj se pa igram, da mi nekdo reče kakšno vrstico v Sveto pismo in je rabim na hitrico najti. Moja najljubša knjiga iz Svetega pisma je pismo Efežanom, ki govori o tem, kdo sem in kako si nadenemo Božjo opremo, in to je, da se borimo z Božjo besedo, ne pa s pestmi. Rad imam zgodbo o služabniku, ki ni hotel odpustiti. Govori o tem, da je služabnik kralju dolgoval veliko denarja, okoli 10 000. Služabnik ni imel toliko denarja, zato je prosil kralja, da naj mu odpusti, in kralj mu je odpustil. Ko je zapustil kralja, je srečal njegovega prijatelja, ki mu je dolgoval okoli 100 evrov, in je njegov prijatelj rekel, da nima tako veliko denarja, da mu dolguje, in ga je vprašal, če mu odpusti, ampak služabnik je rekel ne in je poklical stražarja, da ga vržejo v ječo. Ko so videli od kralja prijatelji, da se je to zgodilo, so šli njemu hitro povedati in je kralj služabnika vrgel delati, dokler mu ne dolguje denar. Zgodba govori o tem, da drugim odpuščamo, kot je Jezus nam. Mi vsak dan zvečer beremo Sveto pismo in ga tudi rad berem. Moj najljubši lik je pa Samuel, ker je tudi meni ime Samuel in je poslušal Boga in bil prerok.